Prehajamo na 5. točko, predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za območje K6 Utok, prva obravnava. Predlog odloka je objavljen v gradivu številka 21, predlagatelj župan, poročevalca pa dr. Marija Tadeja Ježek in pa magister Peter Gabrielčič. Besedo ima dr. Marija Tadeja Ježek, izvolite. Hvala lepa. Pred nami je gradivo za odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za območje K6 Utok, in sicer prva obravnava. Gre za območje Utokove jame. Za predmetno območje je bilo izdano gradbeno dovoljenje in plačan komunalni prispevek. Za to območje je bila tudi sklenjena sodna poravnava, na podlagi katere smo se občina nekako obligirala, da bo skušala ta predmetni OPPN sprejeti do naslednjega leta. V tej predlagani spremembi odloka se spremeni namembnost iz dela hotelskega v stanovanjski del. V kompleksu se predvideva izgradnja stanovanjskega kompleksa tudi z možnostjo umestitve dopolnilnih družbenih dejavnosti, to je v zahodni enoti B. Trenutno se vodi postopek javne razgrnitve, ki traja od 22. 11. do 24. 12. Javna obravnava je bila izvedena v prejšnjem tednu. Postopek sprememb in dopolnitev se vleče v bistvu iz leta 2010 in se je izvedel skladno z določili zakona. Predmetni prostorski akt se je zelo dolgo časa pripravljal, prav zaradi uskladitve med samimi nosilci urejanja prostora in investitorji. Za predmetno prostorski akt je Ministrstvo za okolje in prostor izdalo tudi odločbo, da je treba za predmetno območje izvesti celovito presojo vplivov na okolje, tako da je v bistvu javno razgrnjeno tudi okoljsko poročilo. V predmetno območje bo omogočalo ta izgradnjo stanovanjskega kompleksa. Moramo reči, da je bilo v bistvu tukaj zelo dolgo in dolgotrajno dogovarjanje med samimi nosilci urejanja prostora in po dolgih letih smo našli konsenz in pripravili gradivo, kot je predlagano v samem gradivu. Treba je pa poudariti, v bistvu za predmetno območje velja gradbeno dovoljenje in pa ta plačan komunalni prispevek. Hvala lepa. Hvala, odpiram razpravo, delovna telesa, svetniške skupine. Besedo ima Aleksander Uršič. Sandi, ne sliši te? Pardon. Pozdravljeni vsi skupaj v imenu svetniške skupine Lista Sandija Uršiča. Območje K6 Utok je območje, katero je verjetno vsem bolj znano kot Utokova jama, saj že desetletje ven štrli v bistvu, oziroma ne štrli, ampak območje zastrto in zadaj jama, v kateri je marsikaj. To območje smo se tudi v Listi Sandija Uršiča pred volitvami poudarjali, da ga je potrebno urediti. Drugič v tem mandatu je na dnevnem redu to območje, prvič je bilo območje na dnevnem redu na seji dne 23. 6., ko smo županu dali soglasje k sklenitvi sporazuma o podaljšanju roka, dogovorjenega sodno poravnavo leta 2015. Takrat sem v pripravi gradiva opozoril, da je predlagani rok podaljšanja do konca januarja 2022 prekratek, saj ne verjamem, da bomo uspeli obravnavati in sprejeti spremembe OPPN-ja v pol leta, glede na to, da se v prejšnjem mandatu, ko je bilo z leta 2015 sodno poravnavo zaveza dana, da bo OPPN sprejet v 3 letih, ni prišlo niti do prve obravnave. Danes je pred nami prva obravnava. In glede na to, da je gradivo današnje seje precej skopo s po našem mnenju ključnimi podatki, kot je število novo zgrajenih stanovanj, objekti oziroma prostori, ki bodo namenjeni novim prebivalcem in tudi širši javnosti, in še kaj bi lahko naštel, sem si vzel malo več časa in pobrskal po zgodovini zazidalnega načrta. Ob tem sem našel tudi nov dokument, katerega je gospa Ježek danes že omenila, to je okoljsko poročilo za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za območje K6 Utok, ki je bilo izdelano julija 2021, dopolnitve pa septembra 2021. In iz tega dokumenta je tudi fotografija za mano.
In tukaj je prvo vprašanje, zakaj simulacija teh pogledov, ki jasno kažejo, za kako obsežen poseg v prostor gre, niso v gradivu. Kar se tiče odloka, občinski svet je občine Kamnik leta 1996 sprejel odlok o zazidalnem načrtu za območje K6 Utok. Zazidalni načrt je izdelala Fakulteta za arhitekturo in s tem odlokom se je razveljavil odlok iz leta 1988. Investitor ZIL Inženiring je leta 1998 za namen umestitve stanovanjskega programa pridobil obvezno razlago 12. člena odloka o zazidalnem načrtu, ki govori o okviru spremembe namembnosti in omogoča, se pravi, poleg dejavnosti naštetih v tem 5. členu, kot enakovredno dejavnost, se omogoča tudi stanovanjska dejavnost ter vzgojno-varstvena dejavnost. 5. člen govori, da so na področju vzhodne enote A predvideni poslovni in trgovski programi, na območju enote B pa poslovni in hotelski programi. Obvezna razlaga je torej dopustila, da se v vzhodni enoti uredi tudi stanovanjski program. Kaj se je na to dogajalo z obveznimi razlagami, vemo, zaradi ravno takih zlorab so bile prepovedane. In ZIL Inženiring je zgradil pretežno stanovanjsko sosesko, rezultat je danes kakršen je. In na tem območju se je dogajalo tudi zelo veliko nasprotovanja javnosti. Vemo, da so bile zadeve v medijih, da so bile tožbe, poravnave in tako naprej. Med drugim sem med zbiranjem informacij dobil tudi informacijo, da je že Plečnik to območje opredelil kot najpomembnejši in najdragocenejši prostor ter umestil takrat v to neko idejo tako imenovanega vrtnega mesta. Leta 2010 je župan sprejel sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev odloka. Danes, 15.12.2021, smo na točki, kjer bi po takrat zapisanih rokih morali biti vsaj 10 let prej. Lahko bi se še malo obračalo v zgodovino, pa vse, kaj je bilo takrat po medijih, ampak bodi dovolj, še komentar odloka. Odlok v prvih členih opiše meje območja, takratno stanje območja in bodoče stanje območja. V 5. člen so pred 25 leti zapisali: pri izgradnji in urejanju zazidalnega območja K6 je upoštevan urbanistični koncept, ki sloni na izhodiščih celovitega revitalizacijskega načrta za prenovo starega mestnega jedra Kamnika, ki ga je izdelala Šola za arhitekturo v Ljubljani. Koncept sloni na programski in fizični prenovi nekdanjega industrijskega območja Utoka, območje z razvitimi trgovsko-poslovnimi vsebinami, z novim hotelom in obsežnimi parkirnimi površinami. Novo poslovno-trgovsko središče bo pomemben generator nadaljnjega razvoja in procesov prenove v historičnem jedru mesta. To, da po 25 letih ni približno tako, kot piše v 5. členu, vemo. In to tudi potrjujejo te predlagane spremembe tega drugega odstavka. Ne razumemo pa, kako da po 25 letih, se pravi, spreminjamo drugi odstavek tega člena, še vedno pa vztrajamo, da bo novo poslovno-trgovsko središče pomemben generator nadaljnjega razvoja in procesov prenove v historičnem jedru mesta. In sprašujemo se, kaj je historično jedro mesta in kaj je razvoj in prenova le-tega. Če je to Šutna, je po našem mnenju skrajni čas, da si narišemo stanje takšno, kot je danes. To pomeni, da je v teh desetletjih Šutna postala bolj ali manj spalna ulica, na kateri se ti lahko zgodi tudi to, da se spotakneš ob čevlje tamkajšnjega prebivalstva. To, da so lokali, kateri so bili nekoč pritličjih tamkajšnjih hiš, spremenili v stanovanja, je dejstvo. Ali bi občina to lahko preprečila, je vprašanje za kdaj drugič, za kakšno drugo razpravo. Vse, kar lahko danes naredimo za Šutno, je to, da jasno zapišemo v ta odlok, koliko parkirišč bo na območju K6 Utok javnih, oziroma koliko parkirišč bo namenjenih v odkup tudi tistim, ki ne bodo kupci novo zgrajenih stanovanj. Po našem mnenju je tukaj zadnja šansa, da dokaj na eleganten način pripomoremo k urejanju problematike parkiranja na najlepši kamniški ulici. Na kratko, za drugo obravnavo pričakujemo, da bo jasno zapisano, koliko parkirišč na tem območju bo javnih, kar pa ne pomeni, da je tudi brezplačna. V nadaljevanju 5. člena je po našem mnenju premalo podrobno opredeljeno, kaj pomeni možnost umeščanja dopolnilnih družbenih dejavnosti, ker
če piše, da je to možno, je po našem mnenju že jasno povedano, da investitor nima namena umeščati dopolnilnih družbenih dejavnosti. Je pa zanimivo, da v okoljskem poročilu je jasno obdelano, kako naj bodo prostori vrtcev sosedsko umaščeni, med drugim piše, da bo otrokom zagotovljen mir in počitek, igralnice in ostali prostori, v katerih se držujejo otroci, naj bodo umaščeni v tiste dele stavb C1 oziroma C2, ki so usmerjeni tudi proti notranjemu dvorišču. V odloku pa tega nič ne opredelimo. Zato za drugo obravnavo pričakujemo, da bo jasno zapisano, koliko kvadratnih metrov površin bo na tem območju namenjenih za potrebe predšolske vzgoje, da se pripravi analiza, iz katere bo jasno razvidno, ali obstoječe kapacitete predšolske in šolske vzgoje zadoščajo novim potrebam, ki bo nastale, ko bodo stanovanja prodana in seljena. V 6. členu imamo pod prvo A točko zapisano, Usnjarsko cesto je potrebno oblikovati kot manjši mestni bulevar s cestiščem za dovoz z osebnimi motornimi vozili ter bočnim parkiranjem ob drevoredni zaseditvi visoko debelih platan. Vsi vemo, da niti približno tako, kot je zapisano. In nujno menimo, da je potrebno tudi urediti, kaj bo s to Usnjarsko cesto, ker tako kot je zdaj v tem pred leti zgrajenem delu, ko objekt praktično posega na cesto, se zadeva ne sme nadaljevati. Usnjarska cesta mora zagotavljati varnost pešcem, kolesarjem, mora biti to varna šolska pot in upamo, da bo to iz širino zagotovljeno. Kar se tiče 6. člena, še se v 3. točki spremeni, obstoječi objekt konfekcije se pred novimi posegi poruši, to je super, samo 20 let prepozno. Potem so pa tukaj te stanovanjski objekti. Iz odloka ni razvidno, koliko novih stanovanj, koliko novih poslovnih prostorov, koliko novih prebivalcev. Knafličeva vila, kaj bo k tej Knafličevi vili, kakšen program? Omenjen je notranji delno javni atrij. Kaj to pomeni delno javni atrij? Kje je izvedena preveritev, da gre 200 parkirnih mest v eno etažo, ker vemo, da je zaradi podtalne vode izvedba parkirišč v 2 etažah velik problem. Po naših informacijah še vedno tudi obstoječe garaže še vedno poplavlja. Toda naše mnenje je, da za tak poseg v prostor bi morala biti izvedena nova urbanistična preveritev, predvsem zaradi pomembnosti in dragocenosti prostora tik pod Malim gradom. In upamo in želimo si, da bo investitor skupaj z občino Kamnik stvari dodelal, da ne bomo omejeni, to, kar sem že takrat poudaril, da ne bomo časovno omejeni in privezani k sprejemanju nekega OPPN-ja na način, da nasveženje krog, če ne bo potrebno denar vračati. Tako da naše mnenje je, da gradivo ni zadostno pripravljeno, da mora investitor pred nadaljevanjem postopka predložiti občini variantne rešitve in da si moramo v bistvu občina sebi v bistvu ubraniti. Hvala. Svetnice, svetniki. Beseda ima Edi Strujović. Župan, hvala lepa za besedo. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, predstavniki medijev, predstavniki občinske uprave in vsi ostali lepo pozdravljeni. Zdaj, v kar dostih stvareh bi se lahko jaz z mojim predhodnikom strinjal. Je pa tako, jaz v bistvu v letu mislim, da ne me zdaj čisto za besedo, nimam zdaj podatka, ampak mislim, da je bilo leto 2016, je bila izražena skrb z moje strani in pa v nekem delu neka pobuda z nekimi vprašanji, kje smo takrat s tem, za ureditvijo Utokove jame. Danes je pred nami praktično predlog, to sem omenil enako isto na pristojnem odboru, kjer smo skoraj da v neki poziciji zatečenega stanja in moramo odreagirati, nekega veliko manevrskega prostora praktično niti nimamo. Tako da je treba v bistvu tehtamo zdajle pred na enem delu, a bomo pustili, da bo zadeva še naprej taka in se potem v skladu z tistimi stvarmi,
ki so jasno opredeljena do presečnega datuma v januarju 2022 nam torej sledile kot občini, ali pa bomo pač sklenili nek kompromis. Sklepanje kompromisov je vselej dobro, ko imaš v rokah nekaj, s čemer lahko pogajanja vodiš. V tem trenutku prav veliko manevrskega prostora se bojim, da niti nimamo, naj me poročevalka potem tudi popravi. Če me vprašate, je to moj idealni scenarij za rešitev Utokove jame? Ni. Če me vprašate pa v naslednji točki, ali si želim gledati še naprej Utokovo jamo taka, kot je, bom rekel tudi ne. Torej nam preostane samo nekaj, ne. Da danes, tako kot bom tudi sam storil, v prvem branju vsekakor predlog podpiram, premikamo se nekam z tiste tako imenovane mrtve točke. Kot večkrat to sem že omenil, pa tudi zdajle bom ponovil, ker je to zame izjemnega pomena, ne. Namreč objekt oziroma prostor, ki se ureja, je tako fundamentalno pomemben za nadaljevanje oziroma za začetek revitalizacije, ne. Ker vmes smo imeli neko fazo, ki nam ni bilo ravno do oživitve starega mestnega jedra, pa se je vmes spet začelo, pa se je spet ustavilo, pa upam, da so to neki znaki oživitve mestnega jedra. Zdaj, če grem malo še širš, seveda je treba tu pogledati vse skupaj, in zadevo same Šutne in glavnega trga, kar je pa najbolj pomembno, ne. Zdaj se pa spomnite parih mesecev nazaj, ko je bilo govora o preobremenitvi prometa. Takrat ste mnogi zelo ležerno dejali, da pač to ne bo noben problem, govorimo o primeru recimo Ljubljanske ceste in pa tamkajšnjega navala pri ureditvi drugega zazidalnega načrta in pa enega drugega objekta, ki k sebi vabi, tako kot bodo tudi stanovanja tu vabila večino avtomobilov. Zato je ključno, da to bi mogli že ne vem kdaj narediti, pa nikoli ni prepozno, ampak vendarle pristopimo tudi k temu, hkrati ob izvajanju vseh teh drugih projektov, ne, ki niso nepomembni, ampak prometu, kakršen je danes, je potrebno najti alternativo in na tem je potrebno delati. To, da bomo probali z nekimi tako imenovanimi bypassi reševati prometno situacijo, ne bo zadosti in si je brez veze zatiskati oči. Zdaj, kaj je tisto, kar je pri meni izjemnega pomena pri obstoječem stanju, ne? Jaz vem, da investitorju ni ravno v interesu iz vidika neke poslovne logike največji fokus dati na družbene dejavnosti, ne? Pa bi si sam želel, da je to izključno namenjeno samo temu. Kdaj so bili ti razlogi, kdaj so bili tisti presečne odločitve storjene? Mislim, da vsi vemo, jaz jih ne bom še enkrat več izpostavljal. Vsakdo pri sebi ve, kaj je v preteklosti storil narobe, lahko pa danes delno to popravimo, ne. Zato še enkrat upam in želim si, da bo vendarle občina, kolikor vloge ima v pogajalnem procesu, iztržila oziroma branila stališče, da mora biti zadostni koeficient družbenih dejavnostih tam upoštevan. Strinjam se s predhodnikom, da naj to ne bo tako abstraktno. Na drugi strani pa mislim, da predlog, ki je trenutno vsaj v neki nameri in pa vsem tem, kar se odvija, potrebuje podporo. Zdaj, kako bomo oživili samo mestno jedro, tu so zraven še druge stvari, o katerih bomo tudi kasneje veliko govorili. To so objekti, ki samevajo že nekaj časa in kazijo podobo mestnega jedra. Ampak z moje strani ste navajeni slišati malo morjekrat celostnega pristopa. Dokler bomo točkovno reševali in samo po nekih območjih, ne da bi videli vse skupaj, se nam bojo dogajale pač tovrstne stvari. Če rezimiram, zadostno število oziroma zadosten koeficient upoštevanja družbenih dejavnosti, upoštevanja ambientalnega dela starega mestnega jedra, prometna obremenitev, ki vsekakor bo,
ki vsekakor bo večja, ampak mislim, da obstajajo tu rešitve, samo seveda jih je treba odpreti in to niso rešitve, ki se rešujejo v enem mandatu. Enkrat za vselej bomo mogli tudi v naši občini preseči te mandatne projekte. Začnemo en projekt, pa ga bo bodisi isti ali pa naslednji župan izvajal, ampak tako bomo dosegli nek preboj. In pa samo, torej z območja, ki bo k sebi pritegnil tolikšno število prebivalcev, kolikor jih bo, moramo omogočiti torej z stvarmi, ki bodo v starem mestnem jedru ustvarjale prijeten ambient, da se bo, če ne drugo, se pravi, če se že iz ostalih delov mesta ne bojo, da vsaj v začetni fazi se tamkajšnji občani zadržujejo potem v starem mestnem jedru. Tega pa žal ne moramo doseči, recimo, z odnosom, kakršen je danes in premalo izkoriščenjem, pa naj navedem samo en primer, v primeru kavarne Veronike. To, da bomo mi nekaj napisali v teoriji, pa da se bo samo v praksi izvajali, žal ne bo. Predlog bom podprl, do drugega branja bi želel, da so pač te predlogi upoštevani, če sem se pa kje zmotil, naj me pa poročevalka pač popravi. Hvala. Hvala, gospod Trujevič. Besedo ima Ivanka Učakar. Hvala za besedo. Oglašam se kot, bom rekla, prebivalka ali pa krajanka Krajevne skupnosti Kamnik center, na kateri smo si ta predlog tudi natančno pogledali, predebatirali. Najprej izražamo veselje, da se pri Utokovi jami nekaj spreminja, nekaj dogaja, da ne bo še naslednjih 20 let Utokova jama. Potem je naša razprava zelo podobno tekla v nekaterih smerih, kot sta jih že Sandi in Edis predstavila, tako da se ne bom ponavljala. Tisto, na kar smo bili kot krajevna skupnost pozorni, seveda ni samo to območje urejanja, ker smo pogledali tudi malo širše in razmišljali še o nekaterih drugih zadevah. Tukaj smo gledali predvsem Šutno, Parmovo, Usnarsko, most Mesarski in zdaj nekaj zadev. Kot že rečeno, veseli nas, da se nekaj premika, da se je našel investitor, ki se je tega lotil. To zelo pozdravljamo. Tudi imam, da se tako izrazim, naročilo podpri, vendar pripomni določene stvari, kaj se bi do drugega branja dalo spremeniti. Mi smo bili pozorni predvsem na to. Piše, da bo okoli 100 stanovanj, pomeni 100 družin, najbrž različne starosti, pa vendarle minimalno 100 avtomobilov. Piše tudi, da naj bi bila urejena garaža za 200 parkirnimi mesti in to v 2 etažah. Zdaj vemo, da v Metuljčku delajo črpalke, da druge etaže ne poplavlja. Sliši se, da je v tem delu sosedske Mali grad so tudi nekatere težave, tako da nas zanima, najbrž je bilo kakšno geološko poročilo narejeno, oziroma skratka zanima nas, kaj je s podtalnico, a se bo dalo to narediti. Ob tem opozarjamo pa na to, ulica Šutna, kot prav poveste, se je spremenila v spalno naselje, pa ne samo to. Prebivalci ulice Šutna so v drugačnem položaju kot recimo prebivalci glavnega trga, ki jim pripada eno brezplačno parkirno mesto. Oni praktično parkirnega mesta glede na naše trenutne predpise nimajo in tukaj je bilo naše opozorilo, oziroma ga jaz prenašam naprej, ker je bilo že povedano, koliko parkirnih mest bo namenjeno javnosti. To se pravi, ali za kratkotrajno parkiranje, za obisk, ali pa koliko bo na razpolago pod nekimi pogoji tudi za, mi smo konkretno razmišljali o Šutni, pa je najbrž tudi Parmova v igri. To je to. Potem pa druga zadeva, o kateri smo kar nekaj besed rekli, je pa prometna ureditev. Če bo
toliko več prebivalcev, pomeni, da bo Usnjarska toliko več obremenjena, in vse se bo usmerilo preko Mesarskega mostu, tak je zdaj trenutno načrt. Smo imeli neko pregrešnjo idejo, ki je lahko gradbeno ali pa arhitekturno čisto neprimerna, ampak beseda je dala besedo, pa jo jaz na glas povem. Kaj, če bi ob Mesarskem mostu zraven imeli še brv za kolesarje in pešce, tako kot imamo na Šolski ulici. To se ne veže na trenuten prostor, ampak razmišljati pa vendarle smemo, oziroma ideje lahko v fazi brbotanja vrbotajo, potem se bo pa nekaj izkristaliziralo. Naslednja zadeva je pa vprašanje, zdaj mi nismo toliko govorili o družbenih dejavnostih vrtec šola, ampak o varnih šolskih poteh oziroma o konkretni ureditvi Usnjarske in Parmove, oziroma zdaj, če se gradi nova šola, in imamo tam tudi glasbeno šolo in različne športne dejavnosti, vprašanje ureditve varnih šolskih poti, ki se pa spet navezuje na to, kaj bomo mi kot občina postorili. Tukaj vemo, da nekaj projektov v predalih že je in je treba razmišljati tudi o tem. Ostalo je pa že bilo povedano, Sandi in Edis sta pravzaprav pol tega, kar sem imela namen povedala, tako da jaz zdaj zaključujem. Hvala. Hvala. Besedo ima dr. Jernej Markelj. Ja, hvala za besedo. Lepo pozdravljeni vsi skupaj, še posebej tudi profesor Gabrielčič, ki je tukaj z nami, vidim. Ja, gre za zelo občutljiv prostor na robu mestnega jedra oziroma v samem mestnem jedru Kamnika. Tudi na nek način je veliko usklajevanj bilo verjetno potrebno z mnenjedajalci, z ZVKD-sejem in z drugimi nosilci urejanja prostora. Hkrati je pa tudi že to neka dolga zgodba, se spomnim, približno 25 let nazaj se je verjetno to začelo z rušitvijo objektov nekdanje tovarne Utok, ko smo gledali iz okna v osnovni šoli. Tako da že 20 let v bistvu čakamo zdaj, da se ta zgodba nadaljuje, da se uredi, tako da sem vesel, da so se zdaj tukaj neki premiki zgodili in da ima investitor namero, da se to območje dokonča. Vseeno pa se mi zdi, da po tolikem času, ko je projekt na nek način zastal, bi bilo treba vseeno to območje tudi malo mogoče na sveže preveriti, vseeno z nekimi variantnimi rešitvami, še posebej, ker gre za zelo občutljiv prostor v samem mestnem jedru, pa ne vem, a je to bilo tukaj v tem primeru izvedeno. Se pravi, vemo, da obstoječa soseska, ki je že postavljena, sama stanovanja sicer so verjetno čisto kvalitetno zasnovana, ampak pritlični prostori teh objektov so pa po 20 letih še vedno 3/4 ali pa 2/3 prazni. Tako da tukaj je vprašanje, zakaj so prazni in ali je možno zdaj pri novem projektu to nekako drugače zasnovati, da bi postali, da se bo pač celoten objekt v polni površini izkoristil, če se bo že zgradil. Ja, iz samega gradiva, ki smo ga prejeli, zelo veliko teh podatkov, kakšna stanovanja naj bi tukaj prišla, kakšni bodo te objekti, nismo mogli razbrati. Nekaj je že omenil kolega Uršič, da se v okoljskem poročilu vidi še neke dodatne prikaze. Ja, gre za kar velik objekt, tudi ta odnos proti Parmovi ulici in pa Usnjarski ulici bi bilo treba mogoče bolj ustrezno urediti. Tukaj vidimo na nekih prikazih k Parmovi rata zelo utesnjen prostor, vprašanje, če je sploh
prostor za pešce ustrezen. Glede samih stanovanj oziroma tipologije stavbe, pač v Kamniku v OPN-ju imamo predpis v 181. členu, da morajo biti vsi stanovanjski prostori vsaj 1 uro naravno osvetljeni na dne 21. decembra. Zdaj iz tega prikaza ni čist vidno, kakšni tipi stanovanj bodo, ali bodo obrnjeni na 2 strani, bodo imeli dvostransko orientacijo ali bodo samo na sever spet nekatera stanovanja obrnjena. Tako da ali je v bistvu rešitev, ki jo imamo pred nami, sploh ustrezna z vidika OPN. Tako da to bi si želel do druge obravnave, če bo prišlo, ali pa do popravljenega predloga, da se te stvari bolj jasno predstavijo oziroma preverijo. Se pravi, tudi ureditev dvoriščnega prostora, parterja in uličnega prostora, se mi zdi, da je tukaj v tem mestnem središču zelo pomembna, tako da bi bilo dobro, da imamo tukaj kvalitetno rešitev pripravljeno. Zdaj, spodaj so sicer garaže, ki verjetno onemogočajo ali pa tudi ne na nek način, se pravi, ureditev nekih bolj intenzivnih ozelenitev nad garažnimi prostori, ampak treba je to preveriti, ali se potem mogoče garaže nižje postavi, da se lahko ustrezno zasadi to dvorišče, ne. In tudi, ali je to dvorišče namenjeno delno prostorom, ki so v pritličju, mogoče stanovanjem, ali je to vseeno vse javni prostor. Tega še ni povsem razvidnega. Skratka, želel bi si, da bi tukaj imeli možnost najprej vpogled oziroma v različne variantne rešitve. Mogoče to lahko investitor še stori, zato da bi pač tukaj dobili čim bolj kvalitetno rešitev, ki si mi zdi, da si jo mesto Kamnik zasluži. Tako da pri samem glasovanju se bomo sicer vzdržali, vsekakor pa želim, da bi se to področje urejalo. Hvala lepa. Hvala. Besedo ima Aleksander Uršič. Ja, hvala za besedo. Prej nisem bil pozoren, kdaj se mi je čas iztekel, ker mi je zelo hitro potekel. Tako da niti ne vem, kaj je bilo nazadnje slišano in se bom mogoče malo ponovil. Se pravi, zanima nas, ali občina kot nosilec urejanja prostora podala kakšne zahteve glede zagotovitve družbene infrastrukture, glede dodatnih potreb po mestih, tako v vrtcih kot v šolah. Saj vemo, da je še daleč nazaj spomin, ampak še vsem svež, ko nam je bila predstavljena takrat investicijska namera Vegrada, ko bo v Ljubljanski cesti zgradil 2 ali 3 stolpiče stanovanj, pa en stolpič nujno potrebnih že pred to gradnjo, se pravi mest prostora za predšolsko vzgojo, vrtec. Kaj smo na koncu dobili, vemo, in kaj je to posledično potegnilo za sabo od problemov v predšolski vzgoji in šolski vzgoji, pomanjkanjem mest, s katerimi se še danes ukvarjamo. Tako da ne želimo, da se zgodovina ponavlja, da ponovimo napako in ne glede na to, v bistvu v končni fazi upam, da ne bo toliko daleč prišlo, da bo občina uspešno nadaljevala te pogovore z investitorjem oziroma predlagateljem sprememb POPN-ja in da bomo prišli do enega zaključka, ki bo ena celota in da bomo lahko ponudili oziroma tudi investitor ponudil in privabljal v bistvu nove prebivalke in prebivalce v Kamnik, potencialne kupce stanovanj na način, da bo z gradnjo zagotovljena tudi predšolska vzgoja, ki bo praktično na dvorišču njihovih stanovanj in tako naprej. Tako da jaz upam, da bomo stvari zapeljali v to smer, ker ne želim se na koncu odločati o tem, ali nas manj stane, če vrnemo tisti že plačan komunalni prispevek,
ali nas bo manj stal oziroma zagotovo več stal, če bomo mogli na lastne stroške graditi dodatne kapacitete za predšolsko vzgojo in na hitro reševati in tako naprej, ker bomo imeli kar naenkrat nezadovoljne nove občanke in občane. Tako da jaz upam, da bodo šle zadeve v to smer, zato bomo tudi podprli v prvem branju ta odlok. Upam pa, da nam bojo zadeve predstavljene, tako kot je že kolega Markelj povedal, neke variantne rešitve, ne, ker bom ponovil za njemu tam iz teh slik, ki so v tem poročilu okoljskem, je Parmova v bistvu se lahko že vprašaš, a bo to pešpot naprej, a bo še zmeraj ulica, po kateri se dal z avtom videti, ker so eni vogali zarisani praktično na ulici. Tako da upam, da bojo pripravljene variantne rešitve, ker je kolega Markelj že omenil ZVKD, me zanima tudi, če zadeva usklajena kulturno-spomeniško konzervatorskimi smernicami, da se nam ne bo na koncu tam kaj zataknilo. Predvsem pa v bistvu občinski upravi, dajte pohiteti, nas čim prej seznaniti od začetku leta, ne, ker vidimo, da čas hitro teče, tako da toliko za to prvo obnavo z naše strani, z moje strani. Hvala vam. Besedo ima Bogdan Pogačar. Hvala za besedo, gospod župan. Ja, gre za prostorsko občutljiv del Kamnika, ki že 20 let sameva, vsaj 20 let čaka na odrešitev, podobno kot Veronka. Pred približno 5 leti je občinski svet sprejel oziroma potrdil poravnavo med lastnikom, takratnim Z-inženiringom in občino Kamnik, s katero se je občina obvezala, da bo v zameno za že plačan komunalni prispevek sodelovala pri spremembi zidalnega načrta in iz objekta oziroma območja za hotelsko dejavnost poskušala speljati postopek tako daleč, da bi tukaj bilo možno narediti približno 100 stanovanj. Jaz sem vesel, da končno po 5 letih imamo ta predlog, kakršen bolj že je, na mizi, ravno iz razloga, da se bo premaknila zadeva iz mrtve točke, kot sem rekel, 20 let imamo tole sramoto Kamnika na očeh v centru, v samem centru Kamnika, pod Malim gradom in mislim, da je skrajni čas, da se danes to razpravo postavi pač neka izhodišča, katera bo pripravljalec, občina Kamnik in tudi investitor lahko upošteval in pač pripravljen predlog, ki bo v Kamniku pač v ponos in ki bo zagotavljal zdajšnjim prebivalcem Kamnika in tudi bodočim pač nek kvaliteten prostor za prebivanje prostega časa in tudi za živeti tukaj v našem mestu. Zdaj, mnogi ste že izpostavili, tudi jaz pač menim, da bi tukaj na tem območju mogli zagotoviti vsaj 50-60 parkirnih mest za javno rabo. To mislim, da bi bilo možno. In to pričakujem, da bo pač ta rešitev preverjena pač do druge obravnave, ali je to možno. In v to smer mislim, da bi se za mestno jedro in kot Samošutno pač zagotovili dodatna parkirna mesta. Potem moramo vedeti, kot smo že slišali, da se s to spremembo spreminja prostorski akt, ki je star že približno 20 let. Smiselno bi bilo pač, da se ne samo poleg tega otočka prevetri oziroma preveri celotno, se pravi prometno ureditev na tem območju. Ali so izhodišča še v bistvu, ali pa rešitve, ki so bile takrat ponujene ali pa predvidene, če še zdržijo današnje stanje. Tako da glede predšolskega varstva ali pa družbenih dejavnosti umeščanja v ta prostor, pa jaz mislim, da moramo tudi mi gledati širše. Se pravi, če od investitorja pričakujemo, da gleda širše na ta prostor, se pravi, ne samo na svojo parcelo, moramo tudi mi gledati, da lahko mogoče kapacitete za predšolsko varstvo, ki jih bo pač teh 100 stanovanj prinesel, potrebe potem pač zagotovil tudi širše, se pravi v bližnji okolici. Moramo vedeti, da so trenutno, da imamo v župnišču, pa ne nagovarjam na to, ampak neke prostore, ki jih trenutno za šolo koristimo in da je bil tam nekoč vrtec,
in da gradimo tudi pač eno velik kompleks osnovne šole. Se pravi, imamo določene površine, ki že zdaj omogočajo pač takšno dejavnost. In ne namigujem na to, ampak hočem reči, da moramo pogledati zadeve tudi mi širše. Tako da se strinjam z vsem, da je treba do druge obravnave zadevo nadgraditi. Jo bom pa v prvi obravnavi z veseljem podprl, ker sem komaj čakal, no, in tudi če se spomnimo, ne vem, par že volitev nazaj, vsi smo podpirali v bistvu rešitev UTK, ja, ne, pa nismo točno vedeli, kdaj bo ta rešitev prišel, ko bo pač pripravljen investirati v to zadevo. Tako da jaz mislim, da čim bolj kvalitetno rešitev treba skupaj pripraviti, sem pa vesel, da je ta razprava tako široka, ker bo zagotovo prinesla pozitivne rešitve. Hvala. Hvala, Bogdan. Beseda ima Anton Tone Smolnikar. Hvala za besedo in lep dober večer, ja, temno je že zunaj. Poglejte, moja siva brada in lase so začele siveti že ob projektu K6 Utok. To, da veste, da nam ni bilo enostavno. Zgodba je še bolj zanimiva in zgodbo so nekateri ali pa moji nasledniki ponovili tudi v Kamniški Borotani ali v Smodnišnici. Kajti, ko sem kot župan in podžupan smo šli na dražbe s stečajnim upraviteljem, seveda so vsi dražitelji že vedeli, koliko župan Tone Smolnikar lahko ponudi. 10 milijonov. Ko smo mi prišli do 10 milijonov, podobna je bila zgodba tudi na nekaterih dražbah v Smodnišnici, seveda je naslednji, kot rečemo, ruknil 10 pa nič 50, za 50 dinarjev ali tolarjev, ali ne vem, kaj je bilo takrat, mislim, da so bile še marke, smo mi pušnili na 2 objektih. In prišel je kapital, ki je seveda potem na veliko obvladoval to sceno, delno z zidalcem, čeprav moram reči, da je ta zidalec bil dosti trden in dosti močen. In ta kapital je prišel tudi do tega, da ni zgradil v kleti 2 etaži, ker so rekli, voda je. Tudi zdaj piše na strani 175, v maksimalno 2 kletnih etažah 500 parkirnih mest. To se pravi maksimalno 2 etaži. Lahko bo pa to samo 1. Zakaj ne v maksimalno 3 oziroma v minimalno 2 ali 3 etažah? In to, ker zdaj pomeni ta slika, ki jo je Sandi predstavil, ki jo kaže tle za svojim hrbtom, je dejstvo, profesor Gabrielčič, oprosti, skupaj sva delala takrat, skupaj ste kapitalu, projektanti, arhitekti podlegali. Priznajmo in tudi potem leta kasneje ali 2-3 leta prej sem odhajal, ko ste spet prišli in investitor, gospod Mankoč, v pogovorih z lastnikom Alprema, da bi tam nastalo 300 stanovanj. Pa zdaj vidim, da je 8 parkirnih mest. Če bi bilo še tam 300 stanovanj, bi morda na območju Alprema lahko mestili enih 10-15 parkirišč. Jaz mislim, da so ta naval kapitala je spet tisti, ki je naredil ta veliki kubus. In ne bom se strinjal, bom podprl danes to zgodbo, ampak vendarle v tem članstvu 29 članov občinskega sveta ni nikogar iz tistih časov. Sandi je omenjal Čebelnjak tamle na Ljubljanski. Ko sem protestiral na upravni enoti ob izdaji izgradbenega dovoljenja za Vegradove bloke, seveda sem dobil od upravne enote napisano, da občina Kamnik ni stranka v postopku. Zato so nastali še Zajčanki ali Čebelnjaki še nad arkadami. In kaj se je takrat zgodilo, tako da ste vsi vedeli? Minister za okolje in prostor je lepo republiškemu stanovanjskemu skladu prodal 80% teh stanovanj na Ljubljanski in seveda tam so se najcenejše stanovanja dobila za širše območje Ljubljane. Potem za vrtce je bil pa seveda problem. Ampak izven zidalcev so naredili še ne vem koliko stanovanj. Pomanjkanje otrok, mest v vrtcu in tako naprej. Jaz, profesor Gabrielčič, jaz te prosim, prepričaj bodoče investitorje, mislim, da so drugi kot pa Mankočeva ekipa,
oziroma njegova firma, da ta kubus zmanjšate, že tlorisno. Ko pa gledam te višine, če sem prav preštel, P plus 2 plus 3, 4 plus M. Pa to si po logiki ne predstavljam, da ste v istih višinskih gabaritih z sedanjimi stanovanji oziroma sedanjimi višinami. Vem, da je potrebno tudi Utokovo oziroma Knafličevo hišo obnoviti. Vem. Ampak ta jama je pa prav, da tudi izgine. Ampak zgodbe so se potem začele, zakaj stvar ni bila dokončana, zato ker je bilo treba hotel narediti, tako piše v ne vem katerem členu, petem ali kdo je en od kolegov je govoril v 5. členu, otroško varstvo, in tam se je ustavil. Stanovanja so prodali ali so prodali, da ne govorim, da je sramota, kdo je zrisal ta stanovanja, profesor najbrž ti ne, ampak tvoji študenti, ne potrebuješ študentov, ampak to niso stanovanja. To je sramota za nekatere, ki so kupili bogata stanovanja v mestu, drago, ampak nekateri stanovanja bi lažje, kot rečemo, kurje stopnice imeli, kot pa eno sodobno stanovanje in stanovanjsko opremo. Tako da, jaz sem zato, da gre takoj ta jama iz spomina, tudi mojega, ampak vendarle, dajmo te kubuse malo zmanjšati kapital, bo pa gliko ob današnji ceni tudi 4 jurje ali 4000 evrov po kvadratnem metru, ni nujno, da so najbolj, bom rekel, skromna stanovanja, da so lahko tudi bogata. Saj se tam tudi da ceno, kot rečemo, zaslužiti za to, da stanovanja dihajo in da soseska diha. Ampak sigurno na Usnarski dobimo lahko bistveno več parkirišč. Čeprav sem proti, da ne grejo tudi v avtomobilizem, da ne gre v podzemlje in tako naprej. Ampak vendarle 8 parkirnih mest, nikjer nisem prebral koliko stanovanj, je pa najbrž pošteno, profesor Gabrijelčič, priznaj, nemogoče je to napisati, da je samo 8 parkirnih mest ob Usnarski. Ja, ljuba duša, že zdaj takih je 12, pa ne več, pa še 8 za koliko 250-300 stanovanj. Pa lepa za enkrat. Hvala. Zdaj večino stvari bo argumentirano odgovorjenih do druge obravnave, pa vendar, ker je bil parkrat omenjen profesor oziroma magister Peter Gabrijelčič, če ste z nami, bi vas že v tem trenutku mogoče prosil za par besed oziroma za pogled na razvoj tega prostora tekom zgodovine in pa tudi, kaj je realno zahtevati in kaj ne, glede na to, da si želimo, da se mesto širi tudi proti reki in da smo v investicijskih namerah tudi občina, da gremo v nakup mesa Kamnik in da tukaj mesto proti reki širimo in da ta prostor, da si želimo, da se ga zapolni. Tako da, profesor Gabrijelčič, izvolite. Ja, lepo pozdravljeni. No, vidite, jaz tudi po 25 letih nimam več las, ne? Sem jih še imel takrat, ko smo začeli s tem projektom. Ja, zdaj tako, no, imam tudi neko kritično distanco lahko. Mi smo izdelali takrat revitalizacijski načrt za celotno staro mestno jedro. In problem je seveda bil, da je kot večina takšnih mestnih jeder v Sloveniji začelo propadati. Ljudje so se izseljevali, dejavnosti so se izseljevale iz tega mesta in postalo je v bistvu neko mesto strahov. Zraven je pa propadla industrija Utoka z velikimi objekti, ne? In ideja je bila sledeča. Če mi pustimo te industrijske objekte ob strani, se bi skvotali tako, kot so se skvotali te objekti nekaterih drugih industrij, kjer se naselijo noter neke drobne obrti, industrije in tako dalje, in dolgoročno praktično nima tudi mesto samo, ne, tudi občina nima več pravega vzvoda, da bi lahko to bolj celovito uredila. To je potem neko območje, to poznamo iz drugih mest, Maribor, Ljubljana in tako dalje, ne. Zato je bilo rečeno, da bi se v tem območju
pojavil nek obliž staremu mestnemu jedru, se pravi Šutni in pa samemu centru, ne, ki bi bil tako vitalen, da bi vplival potem tudi na življenje v samem mestu. Rečeno je bilo, kot rečeno, da bi bila tam neke trgovine, to in ono, tretje, četrto. Potem je stvar nekako ostala, urbanizem je bil določen, urbanizem je rekel, da je tudi ta industrija ustvarila nek sistem ulic, pa neko, rekel, urbanistično mrežo, ki jo naj tudi nova zazidava spoštuje, ker to je pač tudi neki del nekega zgodovinskega izročila. Potem je situacija ostala, seveda nastajali so okoli Kamnika novi trgovski centri, da bi ti lahko noter šel še enkrat s trgovskim centrom, se je skazalo praktično kot nemogoče, ne. Jaz sem delal samo urbanizem, ne pa potem tudi arhitekture, se pravi, nisem več projektant za naprej. V coni A, ki je danes zgrajena, se vendar pojavlja tudi trgovina, ne, in pa potem stanovanja. Zdaj, meni se zdi, kljub vsemu, tudi ta stanovanja so prinesla neko vitalnost temu mestu, ne. Kot je en od razpravljavcev omenil, ne, saj to mesto mora živeti, se pravi, mora imeti neko privlačnost, neke trgovine, neka sprehajališča, kavarnice in tako dalje. In tudi te ljudje, ki so prišli tako v bližino tega, jim je to v bistvu predpražnik ali pa prag njihovega domovanja. In oni prinesejo malo te vitalnosti noter. Tako da meni se ni zdelo to sporno, čeprav, se pravi, nisem več pri teh naslednjih fazah sodeloval. Zaprošen sem bil pravzaprav samo zato, da bi pomagal narediti to spremembo v dolgoročnem planu, ki je govorila o tem, da so tukaj možna samo, da je možno hotel, ker medtem je bil že izdano gradbeno dovoljenje za stanovanja, pa se je potem ugotovilo, da je to neskladno z dolgoročnim planom, ki je govoril o hotelu. No, in da bi se pa lahko ta sprememba naredila, je bilo treba sprejeti, ali pa bo potrebno sprejeti ta OPPN. Vse, bi rekel, vsi arhitekturni načrti, ki so bili podloga za ta OPPN, so pravzaprav tisti stari. S tem, da kolikor vidim, nov lastnik tega območja, bodoči, ima neko dosti vitalno arhitekturno ekipo in seveda tudi ugotavlja, da že takrat so ta stanovanja bila razmeroma zastarela. Tudi jaz osebno, takrat, ko sem delal urbanizem, si se predstavljal nekaj bolj modernega, vendar je bila takrat pobuda strani mesta, pa predvsem tudi varuhov spomeniška, se pravi historičnih objektov in tako dalje, narave, je bila tako močna pobuda, da naj bo to podobno staremu mestu. Jaz sem si predstavljal, da to ni potrebno delati plagiat staremu, ampak tako to je. In tudi današnje usmeritve, ki so strani spomeniško-varstvene službe in pa strani ministrstva, ki je dalo zdaj po skoraj 4 letih usklajevanja tako čvrste smernice, da je potem na podlagi teh smernic sprejelo gabarite, se pravi te nove zazidave. Arhitekture še ni, arhitektura bo, se pravi v teh gabaritih se mora arhitektura zgoditi, da je to zdaj tako dogovorjeno med vsemi, bi rekel, deležniki, ki so v tem procesu, da to nekako po domače rečeno pije vodo. Zdaj mi smo celo potem dosegli, da se je del te zazidave ukinil, to je enota D, ki je čist na zahodnem delu, to je še en objekt, medtem ko same gabariti pa sledijo gabaritam nekdanjih objektov, se pravi tudi konfekcija, ki se bo zdaj porušila, ona pogojuje, rečemo, gabarit tega objekta, ker je to bila osnova tistega začetnega koncepta. Se pravi, da jaz vidim, da vse to, kar se naslanja na končno število stanovanj,
na tipologijo teh stanovanj in tako dalje, je stvar potem DGD-ja, se pravi gradbenega dovoljenja, pri katerem pa zopet sodelujejo, se pravi, deležniki, kot je Zavod za spomeniško varstvo, ministrstvo in tako dalje, ki morajo dati na to soglasje. Za njih je zaenkrat pomembno, da se držimo njihovih navodil, da so gabariti takšni, da so te gabariti členjeni, in podobno. Tako da jaz mislim, da je zdaj dovolj prilike, če bodo te projektanti kvalitetni, upam, da bodo, tudi poznam njihove reference, da bo iz tega lahko narediti tudi dobro arhitekturo. Hvala. Še kdo? Pa še to mogoče samo, Boste potem po še kdo. Besedo ima Alenka Jevšnik. Ja, hvala za besedo. Jaz bi tukaj dejansko se nisem imela namena oglasiti, ker so razpravljalci povedali že zelo veliko, ampak vseeno bi opozorila, ker me je zmotil ta stavek, mislim, kaj pomeni gledati v širšem kontekstu. Zdaj, jaz mislim, da če se bodo ta stanovanja dejansko gradila stanovanja trgovine kavarne, tukaj moram reči, da se strinjam s tem, da je treba vsekakor v ta prostor potem umestiti tudi vrtce, ker sicer se nam bo dejansko ponovila zgodba, ki smo jo v Kamniku že imeli. In vsi ti ljudje, v bistvu, ki bodo prišli v Kamnik, morajo te otroke nekam dati. Jaz sem takrat to stisko teh ljudi neposredno spremljala, ko so čakali vrtec 2-3 leta in potem rešitve ne bomo našli. Kar se tiče župnišča, župnišče je imelo vse skozi možnost urediti predšolsko varstvo, od denacionalizacije dalje, zakaj tam vrtci tudi v času najhujših potreb niso bili urejeni, ne vem, ni znano, tako da res razmislek v tej smeri mislim, da bo pravi. Hvala. Hvala, besedo ima Karla Urh. Dober večer vsem skupaj, hvala za besedo. Torej, ko sem tole zdaj poslušala in videla to sliko še za podžupanom, me pa kar malo, bom rekla, presenetila ta glomazna zadeva, ki jo vidimo nasproti stanovanjskemu objektu, ki že stoji. Kaj bodo pa rekli stanovalci, ki so vložili veliko sredstev, kupili in stanujejo že, ne vem, bom rekla na pamet, 20 let tam, ko jim bomo mi zdaj zaprli pogled. Čeprav je rekel gospod Markel prejle, važno je, da imajo 1 uro na 21. decembra nekak dan v stanovanju, naravno svetlobo. To mi je dal potem mečken razmislek, in sem se morala v bistvu oglasiti, nisem imela namena, ampak dejansko kvaliteta vseh stanovalcev, ki stanujejo zdaj že v tem objektu in njihov pogled gleda na cerkev in pa na to jamo, seveda, ki je katastrofa, ampak seveda za vsako ceno, na vsak način zdaj izdelati neke visoke objekte zraven, če sem prav slišala, okrog 100 stanovanj, to se pravi 100 in več avtomobilov, parkirnih mest čisto malo, most kot tak in pa prometna ureditev, študije zapolnjene. A veste, jaz mislim, da bi bilo treba te presoje še vedno vzeti malo bolj v obzir in jih temeljito preštudirati, ne kar nekako pristati na vse tole, kajti jaz ne vidim zdaj točno, kaj pravzaprav in koliko bo tega, a bodo to večja stanovanja, bo to manjša stanovanja, ali bo to res samo 100 enot, jih bo potem mogoče več, skratka, in tudi iluzorno misliti, da bo lahko 2 etaži kleti se naredilo za parkirišče. Veste, poznam etažo zraven, torej sosedska Mali grad ima 1 etažo, pa ima vodo, kot ste ugotavljali prejle, ker dejansko je preblizu Kamniška Bistrica in v bistvu te lase oziroma tokovi vlečejo. Posebno, če je kakšna vlažna zadeva, je tega polno. Skratka, parkirna mesta jih ni, poslovni objekti prazni, zlatar, frizerka, mogoče še tam ena trgovinca, več kot 3/4 pa še praznega, ker dejansko, če ni parkirišča zraven, da tisti kupec pride in parkira nekje v bližini,
tudi ne pride v trgovino, ne pride k frizerju, ker se v prehladu, če bo šel predolg časa. Skratka, mislim, vse to so banalne stvari, ampak dejansko presojo in pa pregled mora biti bolj natančen. In tudi jaz mislim, da pričakujte, da bo verjetno tudi kakšna pritožba strani stanovalcev, ki že tam živijo, če bomo šli v te zelo, zelo visoke objekte. Predvsem pa vključevanje v promet, varne šolske poti in pa seveda toliko več ljudi v občini, premalo prostora v vrtcih in premalo prostora v šolah. To vse potegne za sabo. To nekateri vemo, a ne? Nekateri so gradili. Hvala. Besedo ima Jože Korošec. Hvala lepa za besedo, gospod župan. Ja, moram reči, sem poslušal tole debato in je, bom rekel, danes zelo taka kvalitetna razprava o tej točki. Zelo mi je bilo prej všeč, ker je kdo rekel, mislim, da je Edis rekel, če se želim sam to jamo še 20 let, si jo ne želim. Želim si, da bi se ta jama nekako uredila, verjetno bo pa to nek kompromis med kapitalom in pa med občino oziroma med soglasodajalci. Treba pač najdati in to jamo nekako rešiti, to mesto urediti, to je po moje najelitnejši del tega mesta, okolja tega mesta oziroma starega mestnega jedra. Tako da jaz si želim, da se to dogaja, da se to pač začne nekaj v tej točki razpravljati, bom podprl v prvem branju, se pravi tale OPPN in upam, da se bo najdel rešitev, ki bodo nekje, seveda vsem ne bodo nikoli všeč, ne. Ali bodo to stanovalci, ali bo to neka, se pravi, družbene koristi, ali bodo to kapital, vsem ne bo všeč, ampak neko srednjo pot bo treba najti v mestu in zadevo pripeljati. Upam, če nam bo to uspelo v začetku prihodnjega leta, nekje do spomladi, bom zelo vesel in da bo ta jama končno, bom rekel, enkrat dobila, se pravi, mesto Kamnik, da bo dobil to območje pač podobno mesto. Hvala. Hvala. Besedo ima, preden zaključimo, še enkrat gospod magister Peter Gabrijelčič, izvolite. Evo, no, mnogo tega, kar je bilo danes v razpravi omenjeno, rešuje študija presoje vplivov na okolje, ne, ki je sestavni del tudi javne razgrnitve, tako da se lahko pogleda, to je zelo obsežen material, ki govori o vseh vplivih, ne, na naravo, na promet, na komunale in tako dalje. Zdaj, večkrat je bilo omenjeno voda v garaži, ne, sosednji. To ni iz Bistrice, ampak to je kondens, ne. Tam ni bilo dobro reševalno izolacija, ki se menda rešuje. Tako da je tudi investitor prejšnji od začetka mislil, da gre za podtalnico, v resnici pa je šlo za kondenzno vodo, ne. Glejte, jaz bi tako kot stranski opazovalec, no, nisem pleten, nisem investitor, ne, bi rekel tako, no, da investitor vendar nov kupec, na primer, ne, tega območja, on nekako računa z gabariti, ki so bili predstavljeni v starem projektu, ne, tistem zazidalnem načrtu. Zdaj, če se ga bo zelo omejevalo v tem obsegu, ne, potem je vprašanje, koliko se zopet njemu splača, ne. In potem smo zopet na začetku, ne, bomo imeli sicer nek projekt ampak je vprašanje, če bomo imeli potem nekoga, ki bo to izvajal, ne. Se mi zdi, ker v resnici bi lahko prejšnji ali pa dosedanji lastnik, ne, bi lahko zgradil tam hotel. On ima gradbeno dovoljenje, on bi rekel, glej, jaz to lahko zgradim, ne, točno tako kot je, ne. Meni se zdi, da priložnost o tem, kar je gospod Markel govoril, ne, je ravno v tem, da je arhitekturno to lahko malo bolj sveže, ne. Ker prejšnja rešitev bi tudi bila sveža, če bi jaz lahko bil projektant, pa nisem mogel, ker je bil zakon, ki je prepovedoval meni kot urbanistu, da bi bil tudi arhitekt, ne. In potem je na nek način ta rešitev takšna, kot je bila nekako sprejeta na, rekel, sugestije spomeniško-varstvene službe, no. Da je to v bistvu na nek način replika starega mesta in tako dalje. Tako, no, jaz upam, verjamem, no, da nova arhitektura bo majčkeno bolj prijazna, predvsem to tudi meni se zdi, ko sem prvič
obiskal ta območje A, ki je že zgrajeno, ne, me presenetil res ta pritličen del, ki je tako na nek način nevabljiv, ne. Zato ni čudno, da tudi se ljudje ne odločajo, da bi tam namestili neke lokale. Tukaj pa je priložnost, da je to majčkeno bolj odprto, bolj živo, ne. Ampak te stvari bodo več ali manj bolj zapisane v tekstu, ne, odloka. Ker to ni faza, da boš ti projektiral, ne. Ampak v tekstu moraš ti napisati, kakšna so pričakovanja. Tudi in napotki za arhitekta, ki bo to naprej delal. Hvala. Hvala. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet Občine Kamnik sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah odlokov za zidalnem načrtu za območje K6 Utok v prvi obravnavi. In 2, predlagatelj naj pri pripravi predloga odloka za drugo obravnavo upošteva pripombe dane na seji občinskega sveta oziroma odgovori, zakaj jih ni možno upoštevati. Glasujemo. Magister Urban Bergant. Za. Natalija Berlec. Za. Karmen Dergan. Za. Anton Iskra. Za. Alenka Jevšnik. Za. Jože Korošec. Za. Dr. Jernej Markelj. Vzdržan. Nives Metjan. Za. Božo Pilej. Glasujem za. Ančka Podbevšek. Za. Bogdan Pogačar. Za. Žan Potočnik. Za. Robi Prosem. Glasujem za. Dr. Janez Strifel. Za. Edi Strujevič. Da. Matija Siter Močnik. Za. Cvetka Slapnik. Za. Anton Tone Smolnikar. Za. Francis Pruk. Za. Marko Šarc. Za. Mojca Škraba. Za. Ivan Kavčakar. Glasujem za. Karla Urh. Vzdržana. Aleksandar Uršič. Glasujem za. Žaklina Zdravkovič. Za. Grega Zorman. Za. Igor Žavbi. Igor Žavbi. Za. Za. Za je glasovalo 25 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.